Gremo v kino. Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Tokrat se bomo ozrli po preteklem letu, pogledali bomo, kaj je izstopalo med tujimi filmi in kaj je zaznamovalo slovensko filmsko krajino. Premišljevali pa bomo tudi o žanrskem filmu v letu 2025 in vam ponudili nekaj namigov za preživljanje praznikov v kinodvoranah. Vabljeni v našo družbo. Kateri filmi so najbolj zaznamovali filmsko leto na mednarodnem prizorišču? Najopaznejše naslove v smislu festivalskih nagrad, kritiškega priznanja in uspešnosti pri občinstvu je strnila Tina Poglajen. Če je kak film emblematičen za leto 2025, je to Bila je samo nesreča Džafarja Panahija. Iranski režiser, ki že več kot desetletje ustvarja v hišnem priporu, kljub prepovedi snemanja in prepovedi potovanja, je v Cannesu prejel zlato palmo za film, ki obstaja kljub sistemskemu onemogočanju, ki vztraja pri dvomu namesto lahkih sodb in v katerem nasilje ne obstaja kot dogodek, temveč kot stanje. Bila je samo nesreča se začne skoraj banalno, z avtomobilom, ki se ustavi ob cesti, z moškim, ki potrebuje pomoč, a si nato zastavi vprašanje, kaj se zgodi, ko v neznancu prepoznaš nekoga, ki je bil del nasilnega sistema, brez dokazov in brez imen. Džafar Panahi. من 7 ماه درون زندان این موقعیت رو داشتم که با دیگر زندانیان همیشه صحبت کنم. 7 mesecev sem bil v zaporu. Takrat sem se veliko pogovarjal z drugimi etniki, spoznal sem njihove zgodbe. Islamski režim mi je dal idejo za ta film, ki sem ga posnel z mislijo na prihodnost. Ko bo režim padel, in prepričan sem, da bo, se bomo morali vprašati, kaj storiti z ljudmi, ki zdaj sodelujejo pri njem. Z mučitelji. Vprašati se bomo morali, ali nadaljevati z nasiljem, ali ustaviti njegov začarani krog. Moj film v sebi nosi sporočilo proti nasilju. و در واقع این فیلم برای من فیلمی ضد خشونت بود. What I'm doing here is I'm creating a closed circuit. Very important to keep your cap shunted like this so you don't accidentally detonate your charge. Don't stop. I want you to create a show. This is an announcement of revolution. The message is clear. I'll be seeing you very soon. Not if I see you first. Eden redkih filmov leta 2025, pri katerem so bili kritiki skoraj soglasni, je Ena bitka za drugo Paula Thomasa Andersona. Ugrabitev hčere nekdanjega političnega aktivista, igra ga Leonardo DiCaprio, deluje kot povod za postopno razkritje starega ideološkega konflikta, ki nikoli ni bil zares razrešen. Film se je znašel na samem vrhu letnih seznamov vplivnih filmskih publikacij, od ameriških do evropskih, in to ne zato, ker bi bil najbolj aktualen ali najbolj provokativen, temveč zato, ker deluje kot sinteza poti zrelega avtorja. Kritike so poudarile Andersonovo sposobnost, da osebno zgodbo razširi na družbeni prostor brez poenostavljanja. Tudi tukaj konflikt ni en sam dogodek, temveč stanje, ki se ponavlja, seli in vrača v različnih oblikah. Tajni agent, ki ga podpisuje brazilski režiser Kleber Mendonça Filho, spremlja moškega, igra ga Wagner Moura, ki se v času vojaške diktature v Braziliji infiltrira v represivni državni aparat. A se njegovo delo postopno zaplete, ko postane jasno, da je mejo med opazovalcem in udeležencem v nasilju tam težko določiti. Film je v Cannesu požel odlične kritike in prejel največ nagrad na festivalu, med drugim za režijo, igro in nagrado kritikov, ki so poudarili predvsem mojstrsko obvladovanje forme, natančno stopnjevanje napetosti, uporabo prostora in zvoka kot nosilcev strahu ter občutek, da politični pritisk ne deluje kot spektakel, temveč kot počasno vseprisotno stanje. Kleber Mendonça Filho. One thing I did not want to do
in this hero in a thriller. Ena od stvari, ki jih pri tem junaku, čeprav gre za triler, nisem želel, je bila pištola v roki. Hotel sem se izogniti klasični filmski potezi, v kateri lik samodejno postane nosilec nasilja. Zanimal me je drugačen junak, živ, energičen, strasten, ljubeč in skrben človek. Nekdo, ki ostaja polnokrvno človeški. Ni agent nasilja, a je vseeno sposoben braniti se, če je to potrebno. Film je postavljen v leto 1977, kar je bilo zame zelo zanimivo ustvarjalno izhodišče, razmišljati o podrobnostih obdobja, o razpoloženju in o stvarih, ki se jih spominjam iz otroštva, saj sem bil v 70-ih letih še otrok. Odločitev za zgodbo iz tako zapletenega obdobja brazilske zgodovine film skoraj neizogibno naredi močno političen. Zgodovinski trenutek leta 1977 je imel povsem drugačno vzdušje kot današnja Brazilija. Danes se po težkih letih prejšnje vlade znova vračamo k demokraciji. Leta 1977 pa je vladala zelo specifična logika življenja pod represijo. Spominjam se, kako so odrasli nenadoma stišali glas, ko so govorili o nekaterih stvarih. Film sem želel ustvariti v skladu z logiko tistega časa. In del te logike je bil, žal, tudi strah pred nasiljem, saj represija deluje prav skozi nasilje. Violence, because oppression works through violence. Why didn't you want to do the role? He wanted you to do it. I can't work with him. We can't really talk. My father is a very difficult person. Joachim Trier se po najbolj groznem človeku na svetu letos vrača s sentimentalno vrednostjo. Gre za zgodbo o družini, ki se po dolgem času znova zbere ob prodaji stare hiše, pri čemer se ob sprejemanju povsem praktičnih odločitev začnejo razkrivati potlačeni spomini, zamere in vprašanja o preteklosti. Film je v Cannesu prejel Grand Prix in se hitro izkazal za uspešnico v svetu avtorskega filma, tako v smislu odličnih kritik kot gledanosti. Trier se s filmom zavestno odmika od psihološke krize posameznika, ki je zaznamovala njegova prejšnja dela, in se prvič jasno osredotoča na družino kot prostor kolektivnega spomina. Hiša v filmu ni le prostor ali zgradba, temveč arhiv čustev, v katerem vsak lik bere drugačno zgodbo. Kritiki so pohvalili Trierjevo zadržano režijo, ki se izogiba melodrami, ter njegovo sposobnost, da napetost gradi iz tišin, pogledov in detajlov v medosebnih odnosih. Zvok padanja je film postavljen v severno-nemško podeželsko regijo Altmark, ki skozi več časovnih obdobij spremlja življenja deklet in žensk na istem kraju, v hiši in na njenem dvorišču od začetka 20. stoletja do sodobnosti. Gre za nelinearno pripoved, v kateri se prizori iz različnih desetletij prepletajo brez klasičnih prehodov, tako da osrednja povezovalna točka filma postane prostor. Film se osredotoča na utišane zgodbe žensk, zaznamovanih z različnimi oblikami nasilja, od spolnih zlorab in prisilnih sterilizacij do samomorov in vsakdanjih mehanizmov nadzora, pri čemer teh izkušenj ne prikazuje kot izjeme, temveč kot ponavljajoče se vzorce, vtkane v družbeno normalnost. Zvok padanja ni zgodba o enem dogodku, temveč o prenosu travm, prepovedi in tišine iz generacije v generacijo, pogosto brez jezika, s katerim bi jih bilo mogoče poimenovati. Film so v Cannesu nagradili z nagrado žirije, kritike pa so ga pogosto označile za enega oblikovno najdrznejših evropskih filmov leta 2025, predvsem glede montaže in zvoka, ki gradita občutek kontinuitete med preteklostjo in sedanjostjo. Režiserka Maša Šilinski. Wir haben ziemlich viel Recherche betrieben über diese Altmark. Wir wussten nicht viel über den Ort von der Altmark.
Opravili smo obsežno raziskavo o Altmarku, o katerem nismo vedeli veliko. Našli smo predvsem posamezne zapise, spomine. Altmark so pogosto opisovali kot izgubljeni raj iz otroštva, idilično, nostalgično. Občasno pa so se kljub lahkotnemu tonu pojavili stavki, ki so nas globoko pretresli, na primer, da je treba dekle pripraviti, da ne bodo nevarne za moške. Poskušali smo izvedeti več, a vse se je dogajalo na skrivaj, številne ženske niso znale pisati. Še posebno se nas je dotaknil ton teh zapisov, srhljivo trezen in pragmatičen, saj so nasilna dejanja opisovali, kot bi nekdo govoril o zlaganju perila. Prav ta hladna vsakdanjost nasilja, značilnega za pretekle generacije, nas je močno zaznamovala in ta ton smo zavestno prenesli tudi v film. Med pisanjem sva z Louise Peter, soavtorico knjige, preživeli poletje na kmetiji, ki je pozneje postala snemalno prizorišče. Bila je zapuščena že več kot 50 let, a je vse ostalo na svojem mestu. Naslanjač, stol, celo žlica, ki jo je nekdo odložil. Našli sva tudi fotografijo iz okoli leta 1920, nenavaden posnetek za tisti čas, 3 deklet, ki stojijo na tem dvorišču in gledajo naravnost v kamero. Zdelo se je, kot da naju gledajo. Vprašali sva se, kdo so bile. Ker sva stali na istem mestu in je bil prostor skoraj nespremenjen, naju je začela zanimati sočasnost časa. Kako se lahko na istem kraju v različnih obdobjih dogajajo povsem banalne ali pa globoko eksistencialne izkušnje. Prav to soočanje različnih časovnih obdobij in njihovo filmsko prepletanje me je takoj pritegnilo. Und das nebeneinander zu stellen und gegeneinander zu montieren, das war sofort was mich filmisch interessiert hat, ja. In kaj je leto 2025 prineslo slovenskemu filmu? Že na februarskem Rotterdamskem filmskem festivalu je pozornost denimo pritegnil kratek film Navadna hruška Gregorja Božiča, ki se je uvrstil v tamkajšnji tekmovalni program kratkih filmov. Film Navadna hruška, dokumentarno-znanstveno-fantastični filmski hibrid, ki premišljuje o prihodnosti biodiverzitete, za katerega sta scenarij napisala Gregor Božič in Marina Gumzi, je pritegnil pozornost festivalov po vsem svetu. Med drugim je bil predvajan na festivalih First Look v Muzeju umetnosti v New Yorku ter na festivalih kratkega filma v korejskem Busanu ter v nemškem Oberhausenu, kjer je prejel tudi nagrado kritike in bil nominiran za kandidata za Evropsko filmsko nagrado. Film pa je na beograjskem festivalu Bell Dogs prejel nagrado za najboljši kratki film festivala. Gregor Božič in Marina Gumzi sta poleg tega, prvi kot direktor fotografije, druga pa kot koproducentka, sodelovala tudi pri slovenski manjšinski koprodukciji Fiume o morte, hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića, ki je na Rotterdamskem festivalu osvojil glavno nagrado in je tudi sicer eden od najbolj uspešnih in nagrajevanih filmov v naši regiji v preteklem letu. Uspehe pa je v tem letu žela še ena slovenska manjšinska koprodukcija, ki je imela premiero v Rotterdamu, in sicer Veter govori z menoj srbskega režiserja Stefana Đorđevića, pri katerem so sodelovali direktor fotografije Marko Brdar, oblikovalec zvoka Julij Zornik ter producent Miha Černec iz Stare Gare. Film je poleti med drugim osvojil glavno nagrado na filmskem festivalu v Sarajevu. Po Rotterdamu so bile oči filmske srenje že kmalu uprte v Berlinale. Tam je celovečerni igrani prvenec, kajti je deklica Urške Đukić odprl novi tekmovalni program Perspektive. Film, ki tako prek vizualne filmske govorice kot prek izjemne igre z glavnih igralk raziskuje kompleksna, pogosto nasprotujoča si občutja odraščajočih deklet, je na Berlinalu z nagrado Fipresci za najboljši film v programu Perspektive nagradilo Mednarodno združenje filmskih kritikov. Na newyorškem festivalu Tribeca pa je zanj direktor fotografije Lev Predan Kovarski prejel nagrado za najboljšo fotografijo. Gre nedvomno za najbolj uspešen slovenski film lanskega leta, tako doma kot po svetu. Na festivalu slovenskega filma je film, ki je sicer tudi slovenski kandidat za tujejezičnega Oskarja, prejel Vesno za najboljši celovečerni film, pa tudi nagrado Slovenskega društva filmskih kritikov in kritičark.
Nedavno pa se je film znašel tudi visoko na Guardianovi lestvici filmov leta. Prisluhnimo, kako na pot svojega filma v zadnjem letu gleda Urška Đukić. Ja, zelo sem ganjena, v bistvu, ko dobivam kar sporočila od raznih ljudi po svetu, kako so se mi zahvalili za ta film in kako so se počutili razumljene ob tem, ko so ta film gledali, in ne samo ženske, tudi moški. In to takrat, ko pač se dotakne tvoje delo ljudi, takrat se mi zdi, da si nekako naredil to, kar je tvoje poslanstvo. Na Berlinalu je svojo pot začel tudi film Zgodbe iz čarobnega vrta, ki predstavlja pomemben mejnik v slovenski filmski krajini. Zgodbe iz čarobnega vrta so po 27 letih drugi lutkovni animirani celovečerac za otroke, ki ima slovenskega režiserja in producenta. Film nas prek 3 otroških protagonistov, ki svojemu detku pripovedujejo zgodbe, popelje na različne pustolovščine. Nastal je v slovensko, češko, slovaški in francoski koprodukciji. Režirali pa so ga Leon Vidmar, David Sukup, Patrik Paš in Jean-Claude Rozek. Film je bil predstavljen tudi v Karlovih Varih, pa na Animafestu Zagreb in na festivalu animiranega filma v Otavi. V Portorožu pa je dobil vesni za najboljši scenarij in najboljši animirani film. Slovensko filmsko leto 2025 bi poleg že omenjenih uspehov Đukić sicer zlahka opredelili za leto režiserk. Spomladi se je na slovitem festivalu dokumentarnega filma Visions Durel s filmom Gora se ne bo premaknila, ki ponuja vpogled v življenje mladih pastirjev v severnomakedonskem Visokogorju, predstavila Petra Seliškar, ki je s pastirji preživela kar 5 poletij. Od pomladi je film prejel že več nagrad po vsem svetu, med drugim na festivalu v Guadalajari in nazadnje veliko nagrado 42. mednarodnega festivala Outrans, Mountain Cinema and Culture v Franciji. In kaj je Seliškar, ki je za film prejela tudi vesno za najboljšo režijo v Portorožu, navdahnilo za snemanje tega filma? Zakaj me to toliko nagovori? Jaz res nisem niti planinar, niti me to kaj preveč ne zanima. Je pa razlog je v tem, da sem razmišljala o tem, kaj v bistvu je samooskrbno še danes. Vse je projektno, vse. Totalno nobene stvari neki dejansko lahko funkcionira brez neke podpore, brez neke državnega štempla, brez neke administracije. Tudi oni praktično, sem ugotovila, da tudi oni imajo subvencije, če ne bi šlo, ampak te subvencije pridejo enkrat na 3 leta, tako da temu še vedno ne moramo reči neko projektno delo. Ampak ja, fascinira me, da nekaj obstaja in je lahko samoobskrbno po eni strani, totalno ekološko, pa to delajo otroci, ker mi smo samo otroci teh let in praktično se tega ne morem predstavljati, da bi karkoli počeli tako fokusirano in od tega živeli. Poleti je premiero doživel tudi film Fantasy, celovečerni prvenec režiserke Kukle, ki kot zgodba izhaja iz njenega kratkega filma Sestre in nadaljuje z raziskovanjem podobnih tem prijateljstva, odraščanja in spola. Igralski kolektiv filma, ki ga sestavljajo Alina Juhart, Sara Halsaleh, Mina Milovanović in Mija Skrbinac, je poleti prejel nagrado za najboljšo igro na Sarajevskem filmskem festivalu. V Portorožu pa je film prejel kar nekaj vesen. Med drugim vesno za posebne dosežke, kot so zapisali v žiriji, za izvirnost, ambicioznost in pogum, ki zaznamujejo njegov fikcijski svet. V jeseni je s premiero na festivalu Lif navdušil tudi celovečerni prvenec Ester Ivakić, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Sanjava filmska pripoved o mladi Prekmurki Idi z razvejanim domišljijskim svetom, scenarij za katero je navdihnila knjižna predloga Suzane Tratnik, knjiga Noben glas, je na Lifu prejel nagrado kritiške žirije, takoj zatem pa še posebno nagrado žirije na filmskem festivalu v Torinu.
Med občinstvom je največ zanimanja v preteklem letu sicer prav tako pritegnil film, zasnovan po knjižni predlogi. Belo se pere na 90 Marka Naberšnika, posnet po istoimenski knjižni uspešnici Bronje Žakelj. Premierno je bil prikazan že poleti v Sarajevu. Vnaprej so bile razprodane tudi projekcije na festivalu LIF, odkar je film na rednem sporedu kinematografov, pa si je v mesecu dni predvajanja film prislužil že drugo zlato rolo, kar pomeni, da si ga je ogledalo že 50.000 gledalcev in da je na dobri poti, da se uvrsti na lestvico 10 najbolj gledanih slovenskih filmov vseh časov. O filmu se je v zadnjih 2 mesecih že veliko govorilo. Med drugim je to verjetno prvi slovenski film, ob določenem prizoru katerega so nekateri gledalci celo omedleli. V letu 2025 so bili poleg že omenjenih predstavljeni tudi mnogi novi slovenski dokumentarni filmi. Omenimo Oho film Damjana Kozoleta, pa film Ne pozabi me Anje Medved in Ko pridem ven Metoda Pevca. Vsak od njih svojevrsten filmski izdelek, ki dokazuje, da je dokumentarni film pri nas še kako v dobri formi. V letu, ki je za nami, je slovensko filmsko krajino zaznamoval tudi spor glede implementacije zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter zakona o avtorski in sorodnih pravicah, s katerima je bila implementirana Evropska direktiva o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu, namenjena ureditvi ustreznega nadomestila avtorjem in izvajalcem audiovizualnih del za tako imenovano sekundarno rabo, kot so spletne platforme in video na zahtevo. Kinematografi so namreč mnenja, da je bil namen direktive EU nasproten od učinkov njene implementacije v Sloveniji. Jabolko spora med kinematografi in AIPO, ki do danes ni razrešeno, je zahtevano plačevanje nadomestil za predvajanje filmov. Z novim zakonom naj namreč nadomestilo igralcem in soavtorjem ne bi bila obveznost filmskih producentov ali distributerjev, temveč naj bi ga bili dolžni plačevati prikazovalci, torej tudi kinematografi. To bi za njih, kot opozarjajo, pomenilo nesorazmerno finančno obremenitev. Čeprav se je v medijih, ko je spor prišel v javnost, sprva govorilo, da kinematografi protestno načrtujejo bojkot slovenskih filmov, pa trenutni sporedi kinov po vsej Sloveniji, čeprav spor še ni razrešen, saj je potrebno pravno razrešiti različne zakonske interpretacije, kažejo, da slovenski film še vedno domuje predvsem v slovenskih kinih. Vedno bolj opažen pa je tudi v Evropi. Že novembra je bilo namreč znano, da sta tako film Kaj ti je deklica kot Zgodbe iz čarobnega vrta med nominiranci za Evropske filmske nagrade, ki bodo podeljene v Berlinu 17. januarja. Filmsko leto 2025 končuje znanstveno-fantastični spektakel Avatar kot najbolj gledani film, vendar pa to ni bil žanr, ki je najbolj zaznamoval to leto. Krono so prevzele grozljivke, saj se filmi, kot sta Ura izginotja in Grešniki, niso zanašali na franšizacijo ali izguljene obrazce, temveč so navdušili z inovativnim pristopom k žanru. Igor Harp. Celotna filmska industrija je zaradi pretočnikov in družbenih medijev in umetne inteligence na prelomnici, a najbolj otipljiva sprememba v letu 2025 je bil pospešen propad Marvelovega pristopa. Studio Marvel je od premiere Iron Mana skoraj 2 desetletji dominiral v filmski pokrajini s filmi o superjunakih, ki so bili nenehno na vrhu lestvic najbolj gledanih filmov. Za kratek čas so njihovi maščevalci celo premagali Avatarja kot največji zaslužkar v zgodovini filma. A formulaičen pristop k zgodbam, ki je temeljil na predvidljivih vzorcih, konceptu nadaljevanke, nepotrebnih poklonih in namigih na prihodnje projekte, ki jih nikoli ni bilo, je izgubil svoj čar in zdaj vsak Marvelov film zasluži manj od prejšnjega, medtem ko stroški produkcije rastejo. Kako zelo? Proračun za prihodnje maščevalce naj bi znašal kar $1 milijardo. Za primerjavo, toliko so stali vsi 3 avatarji. Superman pa je bil v tem žanru svetla izjema, saj je navdušil z drugačnim pristopom, barvito paleto in presenetljivo družbeno kritiko, medtem ko prav noben klasičen znanstveno-fantastični film ni pustil vtisa.
Nadaljevanja Megan, Jurskega sveta in Trona so bila nepotrebna, medtem ko sta predelavi dveh priljubljenih romanov Mickey 7 in Frankenstein imeli nekaj navdušencev zaradi sloga. Tudi komedijam ni šlo najbolje, saj so še zmeraj žal odrinjene na pretočnike, a eni je uspel preboj na platnih. Gola pištola, nadaljevanje kultne parodije policijskih filmov iz leta 1988, se je vrnila z novim režiserjem in Liamom Neesonom ter Pamelo Anderson v glavnih vlogah. Letos tudi ni manjkalo komičnih filmov in humorja, saj je bil ta pomemben element pri filmih, kot so Feničanska spletka Wesa Andersona, Netflixova kriminalka Wake Up Dead Man in romanca Popolna zveza. Ta film z Dakoto Johnson, Pedrom Pascalom in Chrisom Evansom je bil ena večjih uspešnic leta po količini člankov in pogovorov, ki jih je sprožil o naravi ljubezni in o tem, kako pomembno je, da moški meri vsaj 1,80 m. A kot je bilo obljubljeno na začetku, to je bilo leto grozljivke. In oglejmo si torej, katere so ga zaznamovale, zakaj in kaj nam to pove o samem letu 2025. Za začetek je povedno to, da so bila nadaljevanja grozljivk presenetljivo zanimiva. Seveda ne Priklicano zlo 4, ki je bila sicer ena najuspešnejših grozljivk, a tudi povsem dolgočasna in zlajnana. Ne, ta čast pripada vrnitvi v zombijevsko Veliko Britanijo z 28 let pozneje, s katerim je režiser Danny Boyle izkazal enako divjo energijo kot v svoji mladosti. Omembo si zasluži tudi franšiza Brez povratka, ki je pokazala, da je 14-letna pavza povsem na mestu, če do zdaj ni bilo dobre ideje za zgodbo. Še boljše so bile izvirne grozljivke. Tako je Ura izginotja s svežim narativnim pristopom in odlično zgrajenimi liki poskrbela za eno bolj pozitivnih presenečenj leta. Film pa je celo vzbudil navdušenje za prihajajoče nevidno zlo, ki ga ustvarja isti avtor Zack Cregger. Zadnjo častno omembo si zasluži film Grešniki, ki ga je posnel Ryan Coogler in je globalno eden najbolj gledanih filmov tega leta. Pri nas pa po drugi strani ni imel nobenih gledalcev v kinu, saj ga je distributer nepričakovano umaknil s sporeda in smo ga lahko videli šele nekaj mesecev pozneje na pretočnikih. Ob rastoči konsolidaciji medijskega trga, ki jo napoveduje prevzem studia Warner Bros., lahko v prihodnje pričakujemo vse več takih odločitev, ko bodo filmi preskočili kinematografe, predvsem naše. Prav zato je treba še toliko bolj pozdraviti tiste filmske ustvarjalce, ki zahtevajo kino distribucijo svojih filmov. Denimo Paula Thomasa Andersona, ki je letos pustil močan vtis s trilerjem Ena bitka za drugo, ali pa Christopherja Nolana, ki bo prihodnje leto nedvomno navdušil z Odisejo. A po drugi strani je kino distribucijo zahteval tudi Ryan Coogler za Grešnike, pa smo v Sloveniji vseeno izpadli. Upajmo, da bodo dobre kritike Grešnikov in njihova poznejša priljubljenost na HBO-ju odvrnile distributerje od podobnih poskusov v prihodnjem letu. Za konec pa poglejmo še, kam se lahko ljubitelji filma odpravite v prazničnih dneh. Kinematografi so tudi letos pripravili nekaj prav posebnih prazničnih projekcij. V Slovenski kinoteki bo v soboto ob 17. uri na sporedu prvi celovečerni animirani film iz studia Walta Disneyja in tudi ena največjih uspešnic sploh, ki je luč sveta ugledala leta 1937, Sneguljčica in 7 palčkov. V nedeljo pa ob 17. uri za najmlajše in vse tiste, ki jih navdušujejo lutke, vabijo na program slovenskih kratkih animiranih lutkovnih filmov, ki so nastali med letoma 1950 in 1960. Na Silvestrovo bo v Slovenski kinoteki prvič prikazan kultni rock musical Jima Sharmana The Rocky Horror Picture Show, ki letos praznuje 50 let. V Kinodvoru za najmlajše na zadnji dan leta ob 15. uri pripravljajo premiero animiranega filma Hola Frida, Andreja Kadija in Karin Vezin, ki nas popelje v svet deklice, ki bo nekoč postala znamenita slikarka Frida Kahlo.
Kasneje pa sledi silvestrska premiera filma Sentimentalna vrednost Joachima Trierja, enega najbolj pričakovanih filmov leta, za katerega je režiser v Cannesu prejel veliko nagrado žirije in 8 nominacij za Zlati globus. To je bila zadnja oddaja Gremo v kino v letošnjem letu. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Tina Ogrin, Tina Poglajen, Igor Harp, Mateja Perpar, Igor Velše, Jernej Boc in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!